V Ljubljani pa že drugi pobeg iz zapora ta teden. Potem, ko je v četrtek pobegnil 38-letnik obsojen zaradi umora in se kasneje sam predal, je včeraj iz Povšetove pobegnil 25-letnik, ki je namesto plačila globe prestajal kratek nadomestni zapor. Policija ga išče s tiralico, z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij pa sporočajo, da ne gre za nevarno osebo. Kako pa je mogoče, da sta v 4 dneh iz slovenskih zaporov pobegnila kar 2 zapornika? Špela Bezjak z Rim. Drugi pobeg iz zapora ta teden. 25-letni slovenski državljan, ki je na Povšetovi prestajal nadomestno zaporno kazen, je s prehajališča na zaprtem oddelku zapora pobegnil včeraj dopoldne. Nisem nič slišala, ne vem, imam sosede, ki so nič rekli. V nadomestni zapor, ki ne sme biti daljši od 90 dni, morajo tisti, ki so za povzročen prekršek dobili kazen in je niso plačali, sodišče pa kazni ni moglo izterjati. To niso pravi kriminalci, pojasnjuje strokovnjak za kazensko pravo Miha Šepac. Gotovo je, da taki, kako bi rekli, zaporniki iz nadomestnega zapora niso preveč strogo varovani, tudi ni prevelikega državnega interesa, da bi se jih zelo strogo varovalo, ker kot rečeno gre samo za prekrškovne sankcije. Okoliščin pobega uprava za izvrševanje kazenskih sankcij sicer še ne razkriva. Skoraj zagotovo pa je 25-letnik pobegnil v prisotnosti vsaj enega pravosodnega policista. Po naših neuradnih informacijah je najprej po klinih splezal po zidu in ga prečkal tam, kjer ni bilo nameščene NATO-ve rezilne ograje, čeprav bi ta morala biti okrog celotnega zapora. Zagotovo ne sme biti sporočilo, kadrovsko in finančno smo podhranjeni, zato bomo spuščali zapornike, da pobegajo iz zapora. Torej, to zagotovo sporočilo ne more biti. Policija pobeglega išče s tiralico, z uprave pa sporočajo, da ni nevaren. Kot je znano, je z gradbišča novega zapora v ljubljanskih Dobrunjah v sredo pobegnil 38-letnik, ki zaradi umora nekdanjega policista prestaja 16-letno zaporno kazen. V nekem momentu prosil za dovoljenje, če lahko odide na stranišče. In po 10 minutah, ko se ni vrnil, je v bistvu inštruktor ugotovil, da ga ni, opravili so pregled delovišča in tam ga več ni bilo. Sploh, če gre za resno kaznivo dejanje, recimo uboj, fizično nasilje, posilstvo, kaj podobnega, tam se moramo pa resno vprašati, kaj se dogaja v naših zaporih, da te ljudje kar pobegnejo, zbežijo, pa se jih potem niti ne najde. Pobegli je sicer v petek sam od sebe prišel nazaj. Zaradi dvodnevnega pobega pa bo najverjetneje ostal brez ugodnosti, kot so denimo izhodi in daljši obiski. O tem bo sicer odločil direktor zapora.